refleksijo tako v kraju, z lokalno skupnostjo, z ljudmi, ki se ukvarjajo s turizmom in zdaj bo tudi to za te kraje in destinacije še ena dodatna dobra priložnost za promocijo. Katere destinacije v Sloveniji pa so tak recimo primer dobre prakse? No, vsekakor je to Logarska dolina, zdaj naprimer Žalec, potem dolina Soče, dolina Kolpe, posamezne, zdaj malo sem tudi pomešala z eden destinacijami, ampak vsekakor so to destinacije, ki so se bile pripravljene še dodatno angažirati in seveda, kot rečeno, povezati skupaj. To je zelo pomembno. Torej, povezati turistično ponudbo v enem skupnem cilju, kako tako za lokalne ljudi, za obiskovalce pač narediti to še bolj, to izkušnjo turistično bolj trajnostno in zeleno. Mislim, da je bilo danes tudi en izjemno pomemben poudarek podan v uvodnih nagovorih, da če je bilo v preteklosti še mišljeno, da je zeleni turizem nek nadstandard, nekaj, kar so ljudje tudi pripravljeni plačati več, da je danes to res nekaj, kar se pričakuje. In mislim, da ima Slovenija izjemno dobro osnovo, ker imamo Slovenci zelo velik, odgovoren in pozitiven odnos do narave, do vsega okrog nas, tako živimo, tako se obnašamo, ni, da nas morajo posiliti s tem, da je treba ločevati odpadke, paziti vodo, delati pri novogradnji, paziti na vse te ekološke momente in menim, da smo res v turizmu na tem področju uspešni. Zdaj veliko je že primerov dobre prakse, kje pa so tisti glavni izzivi, ki nas prihodnje še čakajo na področju razvoja trajnostnega turizma? Jaz mislim, da v tem, da se ta trajnostni turizem razvija tudi tam, kjer morda še zdaj turizem ni toliko razvit po Sloveniji. Da je to dodatna možnost za mlade, za tiste, ki ne vejo ali bi se, da najdejo eno novo možnost, kako pač tudi zaslužiti in seveda preživljati sebe in svojo družino. Predpogoj je zato, da imaš rad ljudi, da vsega ostalega se da naučiti oziroma z enim občutkom, seveda za biti gostoljuben, ki ga ravno tako Slovenci imamo. Mislim, da je turizem ena od še vedno, še naprej delno že izkoriščenih, ampak tudi še neizkoriščenih priložnosti Slovenije in da vedno več ljudi to tudi prepoznava. Trajnostno samo turizem, so to vsak na svojem polju ali je možno, da z roko v roko? No, zdaj, če si pod masovni turizem pač predstavljam res tiste množice, neobvladljive množice, potem vsekakor ne gre z roko v roki. Zdaj, če pa masovno destinacije, ki so izjemno veliko obiskane, kjer se na leto obrne lahko milijon, nekaj milijonov, za manjše kraje je seveda lahko že 100.000 ljudi veliko. Potem je izjemno pomembno, kako upravljati take destinacije in tukaj pa morajo v bistvu, če hočejo preživeti in se razvijati, je v bistvu to predpogoj za se grejo z roko v roki s trajnostnim turizmom. Torej biti odgovoren in še vedno pač dati možnost, da se čim več ljudi obišče pač določene atrakcije po svetu, da se spoznavamo, ker tako kot smo tudi poudarjali ob zadnjem obisku našega generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije, gospoda Taleba Rifaja, v bistvu poznavanje dežel okrog sebe, poznavanje ljudi, je vseeno tudi en predpogoj za mir v svetu. Manj se poznamo, manj se bojimo, bolj se bojimo drug drugega, več je možnost za kakšne konflikte. Hvala lepa.